Če ste že kdaj v življenju slišali za znamko AMG, to mogoče pomeni, da ste že dolgo na svetu in veste, da so bili to zanimivi angleški avtomobili. V resnici je sama znamka stara že 100 let. Lahko pa, da ste videli že veliko ZS-ov in štirk na cestah in se sprašvali, kaj so to za eni kitajski avtomobili. Oboji imate seveda prav, ker je angleški AMG zdaj res kitajska znamka, ki nima niti približno 100-letne tradicije, ponuja pa še kako zanimive avte in zadnji med njimi je mali MG3. Ta avto me je zelo zanimal, v bistvu sem se kar zagrebil za test, ker vedno rad preizkusim kaj novega. In kakšen je vtis? Ja, tako. Izgled je čisto simpatičen, moderen, lahko bi rekel, da je malček, čeprav je v bistvu 4,11 metra največji med majhnimi v tem segmentu. To niti ni slabo, ker je v kabini zato več prostora in tudi prtljažnik meri skoraj 300 litrov, s čimer je eden največjih v segmentu. Ima pa eno slabost in sicer se naslonjalo podre samo v celoti, nedeljeno, da bi ob prevozu daljših predmetov še vedno ostal prostor za vsaj enega potnika. Prva stvar, ki me je zmotila za volanom, je v mojem primeru to, da je volan predaleč stran in žal tudi ni nastavljiv po globini. Anžeta to nomot, ker ima kratke noge, mene pa, čeprav tudi sam nimam dolgih. Pa tudi sam občutek na njem ni tako dober in krmiljenje ni preveč natančno, no na avtocesti pa me je zmotila še slabša smerna stabilnost. Sem imel pogosto občutek, da moram stalno nekaj popravljati, potem pa je tukaj še preveč vsiljiv lane assist in na koncu je neki malenkosti, ki me vsaj med vožnjo zmotijo. V času testa je bilo zunaj izmernih 15 stopinj in sem imel kar nekaj težav še z nastavljanjem primerne temperature v kabini, ker ko sem imel na 23 stopinj me je zebal, pa 24 pa je pihal vroče. No, naslednje jutro, ko je bilo zunaj mrzlo, je bilo potem ok, sploh ker ima še ogrevana volan pa sedež. Fino je, da je baterija precej velika, 1,83 kWh energije lahko shrani, zato je veliko vožnje v mestu v tišini na elektriko. In takrat se pelje najlepše. Ko se vklop še bencinski motor, pa nista toliko lepo usklajena kot pri konkurenci. Predvsem regeneracija ne deluje toliko zvezno, čeprav lahko stopno nastavljaš tukaj noter v meniju. Je pa zanimiv dodatek še ta merilnik, ki kaže, koliko kilovatov v danem trenutku potrebuješ. Dostikrat precej manj, kot misliš. Med vožnjo po avtocesti je dokaj glasen piš vetra, ampak to razumem, ker načeloma govorimo o nižjem cenovnem rangu avta, so mi pa všeč velika vzvratna ogledala, dobro se vidi nazaj. Potem pa pridem do pogona, ki je v bistvu najbolj zanimiv del tega avta. Na papirju ponuja veliko, 143 kW moči, to je kar 194 konjev, celo 425 Nm navora, kot včasih oni fejst nabriti malčki, hot hatchi. Potem pa pogledaš končno hitrost, 170 na uro, pospešek do 108 sekund. Ja, hibridni sistem, ki ga ima, je zelo odvisen od napolnjenosti baterije. In čeprav je elektromotor zelo močan, 100 kW ima, ga zelo hiter zmanjka. Pospešuje v redu, sploh se mi všeč vmesni pospeški, ko močno pohodiš pedal, ampak to traja omejen čas in če se hitro vozite po avtocesti, potem je pa pred vami še kakšen dolg klanc, recimo na primorski avtocesti do Kozine, bo na koncu komaj sopihal 130 na uro. Tudi glasno bo takrat, ker bo iz motorja vlekel vse, kar ima, zato bodo vrtljaji visoki. Za razliko od nekaterih popularnih hibridov nima CVT menjalnika, ampak je tukaj samodejni samo 3 stopnjami, s katerimi naj bi bil bolj učinkovit in odziven. Ja, ko pohodiš pedal, kar dolgo traja, da se kaj zgodi, zato toliko odziven spet ni, varčen pa še kar dokler se boste večinoma vozili v mestu. Takrat bo zlahka porabil pod 5 litrov, no na moji testni vožnji pa je že blizu 6, ker sem se več vozil na avtocesti. Izgled noter je fajn, moderen, odlagalna mesta so zelo uporabna in tudi velikih je, čeprav prevladuje pa povsod taka trda plastika, to pa ni za tiste, ki jih take stvari motijo. Tukaj se pozna varčevanje. Tja, mešani občutki so. Tudi cena pri nas v primerjavi s konkurenco ni toliko zelo nizka, da bi rekel, da je to ful dober nakup, čeprav ponuja pa veliko tehnologije za svoj denar. Zmoti lahko kup malenkosti, kot je recimo majčkan nelogičen vmesnik s premajhnim fontom, čeprav deluje dovolj hiter. Merilniki so v redu, čeprav čist neklasični. Radio ima, ampak je sprejem totalno za nič. Gumbi na volanu so zakon, čeprav sta ta dva praktično neuporabna, ker lahko nastaviš samo 4 različne bližnjice za oba. Skratka, nekaj dela še imajo inženirji, da izdelajo super avto, ker osnova za to imajo pa že dobro. Pol nisi bil neki navdušen, a? Saj sem lepo rekel na začetku, tako. Ene stvari so super, druge bodo pa še majčkeno izboljšali,
kerosen, ne rabi nekaj Je časa. pa dobro, to je že tretja generacija, če se ne motim. Ja, tudi to je res. Prva je bila Rover Streetwise na osnovi Roverja 25, ki so jo Kitajci poimenovali MG3 S2V, ko so pred skoraj 20 leti prevzeli bankrotiran MG Rover. Ne? Ja. Zdaj pa je to moderen izdelek, ki je prvič na voljo tudi v kontinentalni Evropi. Ampak samo kot hibrid. Ja, ampak to samo na začetku. Že drugo leto pa je pripeljal osnovni model, ki bo eden najcenejših pri nas. Je se to je fajn, zdrava konkurenca, to pomeni, da bodo cene padle, ne? Upam, ne?